Tina Maze je znova razveselila svoje navijače in vso Slovenijo. V Schladmingu je na prvi tekmi svetovnega prvenstva zmagala. Odličen rezultat je z uvrstitvijo med najboljših 10 dosegla tudi Ilka Štuhec. Svetovno prvenstvo se sicer ni začelo najbolje. Start prve tekme je bil prestavljen kar 13krat, po 3,5 urni zamudi pa so super veleslalomistke končno začele boj za prva odličja prvenstva. Prvo tekmo si bomo zapomnili tudi po grdem padcu Lindsey Vonn in poškodbi delavca na progi. Oba so na zdravljenje odpeljali s helikopterjem. Stranka Desus zapušča koalicijo. Ministra in državni sekretarji stranke bodo odstopno izjavo dali 22. februarja. Vodstvu stranke svet daje tudi polna pooblastila za sodelovanje pri oblikovanju konstruktivne nezaupnice vladi ter oblikovanju rešitev izhoda iz politične krize. Predsednik Desusa Karl Erjavec je dejal, da bodo za oblikovanje projektne vlade sestanki potekali že ta teden oziroma da bodo ti sestanki v prihodnjih dneh zelo intenzivni. Pritrdil je, da se bo tudi Desus angažiral pri iskanju novega mandatarja. Prvič po splošni stavki javnega sektorja sta vladna in sindikalna stran znova sedli za pogajalsko mizo. Vladne pogajalce odslej vodi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. V pogajalski skupini vlade bosta tudi nova državna sekretarja Marko Pogačnik z finančnega ministrstva in Mojca Kucler-Dolinar z ministrstva za pravosodje in javno upravo. Sindikati pričakujejo podatke o tem, koliko denarja je v proračunu za plače v vsem javnem sektorju in koliko po posameznih dejavnostih. Vladna stran pa vztraja, da se o obsegu zmanjševanja vsote za plače javnih uslužbencev ni mogoče pogajati, ker denarja ni. V Sloveniji je gorivo znova dražje. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 3,3 centa, 100-oktanski za 3,2 centa, dizelsko gorivo pa za 0,4 centa za liter. Zvišala se je tudi cena kurilnega olja in sicer za 0,2 centa. Zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, imajo le še danes čas za oddajo vloge. Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, zavezanci pa ga lahko natisnejo tudi s spletne strani davčne uprave. Podpisano vlogo morajo zavezanci oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo. Vlogo je mogoče oddati tudi prek Dursovega sistema e-davki. Danes je dan varne rabe interneta. Letos v slovenski točki ozaveščanja o varni rabi medmrežja safe.si poudarjajo varno in odgovorno rabo mobilnih naprav, predvsem pametnih mobilnikov. Mobilne naprave uporablja tudi vse več otrok. Čeprav le-ti odpirajo zanimive nove oblike komunikacije, zabave in učenja, pa je pri neprevidni rabi ranljivejša otrokova zasebnost zaradi razkrivanja lokacije prek telefona, še hitrejše objave in širjenja fotografij ter informacij zaradi dostopa do spleta prek mobilne naprave, ki omogoča tudi dostop do otrokom neprimernih vsebin. Dopoldne se bodo padavine okrepile, lahko tudi zagrmi. V notranjosti bo ob močnejših padavinah tudi po nižinah večinoma snežilo. Padavine bodo popoldne postopno ponehale in zvečer se bo od severozahoda pričelo jasniti. Temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem od 5 do 8 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nekoliko hladneje bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Stiska ljudi se poglablja, vedno več ljudi išče pomoč na Karitasu in Rdečem križu. Preverjamo, ali Mariborčani zaradi nižjih cen gorivo točijo v sosednji Avstriji. Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru bo letos sprejela skoraj 100 študentov manj. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.